Gorazd Orešnik je že 45 let član Društva gluhih in naglušnih Ljubljana. Zadnjih 8 let kot predsednik društva, bil pa je tudi član upravnega odbora ZDGNS. V tem času je sodeloval pri številnih projektih za izboljšanje življenja gluhih in naglušnih. Skupščina Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ga je za predsednika izvolila z 12 glasovi. Njegov protikandidat, Branko Gornjec, sekretar Društva gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota, pa je prejel 11 glasov. Kar se tiče izvolitve novega predsednika, sem bil v Društvu Ljubljana predsednik in sem želel kandidirati. Vztrajal sem, ker imam vizijo, ki je dobra za vse gluhe in naglušne. Zato sem se prijavil na kandidaturo in jo tudi prejel. Zdaj bomo nadaljevali, ne bomo mirovali, ampak gremo naprej. Na skupščini je na kratko predstavil tudi svojo vizijo dela Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Med drugim je izpostavil težave gluhih in naglušnih pri iskanju zaposlitve zaradi komunikacijskih ovir. Zato želi, da se spoštuje zakonodaja glede prilagoditve delovnih mest. Predlagal je uvedbo kvot in posebnih programov za zaposlovanje gluhih in naglušnih v javni upravi. Želi tudi pravično ureditev komunikacijskega dodatka, saj imajo trenutno vsi gluhi in naglušni enoten komunikacijski dodatek. Prav tako je izpostavil večjo dostopnost do kulture in vsakdanjega življenja. Ena izmed mojih vizij je, da bi za številko 112 oziroma nujne klice, za katere doslej nismo imeli v živo tolmačenja, v primeru nujnih situacij uvedli to možnost. Poleg tega želim poskrbeti za nujne potrebe gluhih in naglušnih, da to dosežemo skupaj. Orešnik še pravi, da mora ZDGNS tesno sodelovati z ministrstvi, uradi in zavodi za izboljšanje življenja gluhih in naglušnih. Uradno bo na mesto predsednika nastopil konec maja in bo nadomestil Mladena Veršiča. Rad bi povedal, da sem bil predsednik od leta 2013 do 2025, kar pomeni 12 let na tem položaju. Na začetku, leta 2013, je bilo res veliko dela, vendar sem dal vse od sebe, da sem dosegal kar največ za gluhe in naglušne. Ena od večjih dosežkov je bila uspešna uveljavitev predloga za komunikacijski dodatek ter vpis znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije. To je bil velik zgodovinski uspeh, na katerega sem res ponosen. Skupščina ZDGNS je tudi izvolila podpredsednika. To je postal Srečko Vajt, ki je bil tudi edini kandidat za to funkcijo. Tudi on si bo prizadeval, da bodo osebe z okvaro sluha imele enake pravice kot slišeči ljudje. Gluhota kot taka je le zelo težka invalidnost. Vemo, da je to invalidnost, ki ubija človeka. Svetovna organizacija VZN nas gluhe postavlja na drugo mesto kot invalidnost. To moramo tudi slovensko javnost, vlado in vse dokazati in prepričati, da to tudi pri nam v Sloveniji začne veljati, da je to le najtežja invalidnost. Bom kar dal konkretni primer. Če hoče biti mladi fant voznik tovornjaka, ni problema. Hoče biti gluha oseba voznik tovornjaka, je problem. Gorazd Orešnik kot novi predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije še dodaja, da se bo trudil, da bo vodstvo povezano in odgovorno. Kot ekipa v jedrski elektrarni. Usklajeno, varno in z občutkom za odgovornost. Skupaj bomo delali, da bomo na pravi poti in šli v pravo smer. Tako kot elektrika daje moč, tako tudi zveza dobi moč, če smo enotni in skupaj gremo v pravo smer.